Tone Černač je moje ime. V imenu Slovenske demokratske stranke bi vam predstavil stališče glede področja, ki ga je v zadnjem mandatu pokrival minister Žagar, se pravi področje regionalne politike oziroma regionalnega razvoja. Gotovo je bilo to področje v mandatu te vlade eno izmed uspešnejših področij iz več razlogov. En del teh razlogov temelji na zakonodaji, ki je bila sprejeta v tem mandatu in ki se nanaša predvsem na krepitev finančnega položaja občin. V tem mandatu je bila večkrat spremenjena zakonodaja z tega področja, ki je omogočila večjo finančno podporo investicijskim projektom občin na območju celotne države. V obdobju 2006-2008 govorimo o 3% primerne porabe, ki naj bi se v naslednjem obdobju do leta 2012 povečali na 6%, kar je izdatno vplivalo na to, da so predvsem tiste občine, ki imajo slabše kazalnike razvoja, lahko izvajale obsežnejše infrastrukturne projekte. Poleg tega se je povečala tudi finančna moč v globalu in v tem obdobju to pomeni za približno 31% glede na predhodno obdobje. Kot veste, se je v mandatu te vlade zaključila prejšnja finančna perspektiva, pri čemer se v smislu črpanja sredstev še nadaljuje in se bo zaključila do konca leta 2010. Slovenija bo počrpala vsa sredstva, ki so bila v obdobju 2004-2006 na voljo. Tudi zaradi tega, ker je v letu 2005 vlada sprejela ustrezne ukrepe, ki so omogočili operativnejšo izvedbo postopkov črpanja sredstev. Do tega obdobja nekako je Slovenija zelo slabo oziroma za 0,0% črpala ta sredstva. Po sprejemu teh ukrepov so se stvari izboljšale, tako da smo uspeli pripraviti ustrezne programe in projekte do konca leta 2006, ki bodo omogočili izčrpanje vseh sredstev. V tem mandatu je bila pod angleškim predsedstvom sprejeta finančna perspektiva za obdobje 2007-2013, ki nam je omogočila preko 4 milijarde evrov sredstev v tem obdobju, se pravi največ sredstev doslej in tudi največ sredstev primerljivo z drugimi državami. Tudi na področju črpanja teh sredstev, ne glede na to, da gre za prvo uvajalno obdobje, beleži Slovenija dobre rezultate. Trenutno je razpisanih okrog milijarde evrov sredstev iz teh naslovov, kar vse nekako omogoča izvedbo številnih projektov na območju celotne države. Mislim, da so tu glavni vzroki, ki so pripomogli k temu, da se je v zadnjem mandatu, kljub temu, da ni bila sprejeta regionalizacija v administrativnem pogledu, da se je v zadnjem mandatu hitreje razvijalo območje celotne države. Se pravi, tudi tista območja, ki beležijo najslabše razvojne kazalce, kajti projekti, ki so se izvajali iz teh naslovov, so projekti, ki se izvajajo na območju celotne države, seveda poudarjeno na tistih območjih, kjer so kazalniki razvoja najslabši. Gotovo bi k hitrejšemu razvoju, predvsem teh območij, pripomogla dokončna izpeljava projekta, ki je bil začet že v predhodnem mandatu. Zelo intenzivno se je pripravljal v letu 2000 in v bistvu na enaki osnovi tudi nadaljeval v tem mandatu, kot so ga takrat zastavili Socialni demokrati. V letu 2003 so namreč Socialni demokrati ta projekt zastavili na osnovi 12 razvojnih regij plus 2.
to so tisti dve, kjer so se ljudje že sami odločili za te povezave. In na enaki osnovi se je ta projekt nadaljeval tudi v tem mandatu. Temelje mu je postavila sprememba ustave v juniju 2006 in očitno je samo bližina volitev bila tista, ki je preprečila nadaljevanje tega procesa v februarju letos, ko mu je bila odtegnjena podpora s strani tistih, ki so ga do takrat podpirali. V Slovenski demokratski stranki smo trdno prepričani, da bo slika v prihodnjem obdobju, kar se tiče enakomernejšega regionalnega razvoja, še ugodnejša, kot je bila v tem mandatu. Kljub temu, da še enkrat poudarjam, da je bila v tem mandatu bistveno bolj ugodna kot v prejšnjem, zaradi vseh teh razlogov, ki sem jih prej navedel, da bi bila ta slika v prihodnje še ugodnejša, vkolikor bi ta proces v upravnem smislu regionalizacije tudi zaključili. Tudi če ga zaključimo sedaj, je treba vedeti, da bo kar nekaj časa preteklo, preden bo proces zaživel in vsako odlašanje pomeni samo počasnejši razvoj, kot bi mu bili sicer priča.